YouTube, ena najbolj uporabljenih brezplačnih platform za zabavo, je dom številnim videoposnetkom s teorijami zarote, ki jih ustvarjajo ustvarjalci vsebin. Toda tudi sama platforma je bila predmet teh istih videoposnetkov, saj so neopaženi škandali, vsiljene pripovedi in ponarejene upodobitve prevladovali na sceni. Številka 10. Od trenutka, ko je ustvarjanje vsebin na YouTubeu postalo legitimen poklic, s katerim si lahko plačuješ najemnino, so nekateri YouTuberi postali skeptični zaradi navideznega neravnovesja prihodkov med različnimi nišami. Nekateri so verjeli, da platforma določenim ustvarjalcem plačuje več kot drugim, tudi če imajo povsem enako število ogledov. Na primer, preprost video o igrah je morda ustvaril nekaj $100 prihodka, medtem ko je poslovni ali finančni video z enakim številom ogledov prinesel več $1000. Sprva so kritiki to teorijo videli kot neverjetno ali kot nepošteno trditev ustvarjalcev. Kasneje pa se je zdelo, da je YouTube to potrdil, saj so analitika, izjave ustvarjalcev in oglaševalci razkrili, da niso vsi ogledi na YouTubeu vredni enake količine denarja. Za to izjavo stoji funkcija stroška na 1000 prikazov, ki se nanaša na znesek, ki ga oglaševalci plačajo, za 1000 prikazov oglasov, pa tudi na to, kako dragoceni se oglaševalcem zdijo gledalci. Zaradi tega razkritja so različni ustvarjalci vsebin objavili tudi sezname, katere niše na YouTubeu so najbolj dobičkonosne. Po nekaterih raziskavah imajo vsebine, povezane s financami in poslom, na splošno višje CPM-je. Tehnološki pregledi, kuharski kanali in igranje iger se prav tako uvrščajo v višji razpon prihodkov. Kanali in videoposnetki, povezani z igrami, vloganjem in glasbo, imajo manjše izplačilo. Videoposnetki o osebnih financah ali vlaganju imajo CPM v razponu od $15 do $50. Medtem ko ima video o igrah, čeprav je precej priljubljen, CPM bistveno nižji, in sicer v razponu od $4 do $15. YouTube je potrdil, da ta razlika obstaja preko dokumentacije o monetizaciji in analitičnih orodij. Prav tako je bilo predlagano, da je razlog za razliko v prihodkih ta, da oglaševalci ne plačujejo za te oglede, namesto tega plačujejo za dostop do potencialnih strank. Če ustvarjalec objavlja videoposnetke o davkih, hipotekah ali programskih storitvah, so gledalci obravnavani kot visoko vredni potrošniki. Verjetneje bodo porabili denar za stvari, kot so finančne storitve. Nasprotno pa so občinstva videoposnetkov o igrah in komičnih skečev pogosto mlajša ali pa iščejo le zabavo in morda nimajo kupne moči. Razprava na subredditu nekega ustvarjalca je to povzela z izjavo, da so gledalci finančnih vsebin bolj zaželena ciljna skupina, ker so povezani s kupno močjo, zato videoposnetki o kriptovalutah ustvarjalcem prinašajo večje prihodke. YouTube tega postopka prav tako ni skrival. V razdelku YouTube Studio odprto prikazuje metriki CPM in RPM, kar ustvarjalcem omogoča primerjavo zaslužka in kategorij. Obstaja prepoznaven vzorec, ki razkriva, da imajo videoposnetki o kriptovalutah, investicijah in poslu višji CPM kot reakcijski ali videoposnetki o igrah. YouTuberi so zmotno domnevali, da viralen videoposnetek takoj pomeni več denarja, vendar temu ni bilo tako. Poleg tega, YouTube ne določa, katera niša je bolje plačana. To na koncu določajo oglaševalci in vlagatelji. Ko je platforma potrdila razliko v prihodkih, je to povzročilo kulturni premik. Kanalov, povezanih s kriptovalutami, poslom in financami, je postalo veliko. Celotna era vlogerjev pa je začela upadati skupaj z DIY in potegavščinami. Teme, za katere velja, da privabljajo občinstvo z manjšo kupno močjo, še vedno uspevajo v industriji. Ti kanali še naprej ustvarjajo prihodek, sicer v manjšem obsegu, vendar dovolj, da ohranjajo zanimanje ustvarjalcev. Pri CPM niso pomembne samo niše. Drug pomemben dejavnik je geografija občinstva. YouTube navaja, da gledalci in ustvarjalci v bogatejših državah, kot so ZDA, Kanada in Avstralija, običajno dosegajo višji CPM. Tudi to odločitev sprejemajo oglaševalci, ki ciljajo na bogatejše regije, ker bogatejše regije pomenijo bogatejše ljudi z večjo kupno močjo. Ustvarjalci, ki privabljajo ameriške gledalce, pogosto zaslužijo več kot ustvarjalci, ki privabljajo občinstvo iz držav z nižjimi dohodki, tudi če imajo enako število ogledov. Ciljne skupine so prav tako pomemben dejavnik pri CPM-ju. Kanali, ki privabljajo mlajše občinstvo, lahko ustvarijo manj prihodkov, saj ima ta ciljna skupina manjšo kupno moč v primerjavi z vsebinami, ki so privlačne za odrasle, ki imajo seveda večje premoženje.
In ko govorimo o trgu iger, morate priznati, da je na platformi ogromno ustvarjalcev, ki se ukvarjajo z igrami. Ta trg je že nasičen, ponudbe je več kot povpraševanja, zato se CPM-ji posledično znižajo. Torej, to ni toliko zarota, ampak bolj ekonomski problem. Številka 9. Defy Media, veliko digitalno podjetje, je delovalo na več platformah kot večkanalno omrežje in produkcijski studio. Podjetje je stalo za velikimi odmevnimi YouTube kanali, kot sta Screen Junkies in Smosh. MCN je deloval kot posrednik med ustvarjalci in YouTubeom. Upravljal je, zagotavljal potrebne vire, monetiziral več kanalov in vzel odstotek prihodka ustvarjenega z oglasi. Defy Media je prav tako uporabljal YouTube kot način za distribucijo svojega portfelja blagovnih znamk, vključno z Addicting Games in Gamefront. V času vrhunca obdobja MCN med letoma 2012 in 2016 je podjetje začelo vzbujati nekaj sumov. Prepoznavni ustvarjalci, ki so bili povezani z Defy Media, so začeli sumiti, da si mreža prisvaja večji delež prihodkov, kot je bilo sprva dogovorjeno. Ni trajalo dolgo, da so ti ustvarjalci začeli izražati svoje skrbi, ko so ugotovili, da nekaj preprosto ne štima. Eden glavnih glasov in med prvimi, ki je izpostavil težavo, je bil PewDiePie, ki je domnevno izjavil, da so mreže vodene na sramotno slab način. Ustvarjalci, ki so sodelovali z Defy Media, so po njegovih besedah izgubljali prihodke. Obtožbe so dosegle vrhunec marca 2018, ko je podjetje nepričakovano začelo propadati, začenši z 8% odpuščanjem zaposlenih. Defy Media je zapustil področje programatičnega oglaševanja ter poslovanje z licenciranjem in sindikacijo videoposnetkov. Direktor Smosha Joe Barata je prav tako zapustil svoj položaj v podjetju. In do junija je bil razkrit razlog za nenaden zlom. PewDiePie in drugi vodilni ustvarjalci so imeli prav. Defy Media je svoje partnerje ogoljufala za veliko denarja. Več založnikov je stopilo v javnost in trdilo, da jim podjetje ni plačalo za oglaševanje, med njimi tudi Topix, ki je vložil tožbo v višini $300,000. Novembra 2018 so upniki zamrznili vse premoženje podjetja Defy. Vodilni in zaposleni pa so zato okrivili slabe finančne prakse. Te slabe prakse so dosegle vrhunec v škandalu Defy Media. Leta 2019 je bilo razkrito, da je podjetje pobiralo milijone prihodkov iz AdSense oglasov ter sponzorstev blagovnih znamk. Toda ta sredstva so neposredno pripadala ustvarjalcem. Šlo je prek MCN-ja kot posrednika, ki je zbiral prihodke od YouTuba in jih po odbitku odstotka izplačeval ustvarjalcem, pri čemer se je izkazalo, da je bil ta odstotek drugačen, kot so ga ustvarjalci sprva izvedeli. Poleg tega je takojšnje zaprtje podjetja in posledično zamrznitev sredstev pomenilo, da ne bodo prejeli preostanka, ki jim je bil dolžan. Nekateri YouTuberi so bili v tem škandalu ogoljufani za več $10,000. MatPat, eden od ustvarjalcev, je trdil, da mu podjetje dolguje $1,7 milijona. Številka 8. Med najbolj znanimi vplivneži in YouTuberi je ameriška medijska osebnost, pevka in igralka Trisha Paytas, katere večplastna kariera na YouTubu je bila zaznamovana številnimi spori in kontroverzami. Trishin YouTube vsebina je obsežna in zajema več žanrov, vključno z vlogi, mukbangi, ASMR in še več. Na vseh svojih kanalih skupaj ima 7,2 milijona naročnikov in 1,2 milijarde ogledov. V začetku 2000-ih se je preselila v Los Angeles, da bi sledila igralski karieri. Začela je delati kot manekenka za spodnje perilo, da bi se preživljala, kasneje pa se je pojavila v različnih televizijskih oddajah. Prav tako je poskušala podreti rekord najhitrejšega govorca s 710 besedami v 54 sekundah. Leta 2007 je začela svojo obsežno kariero na YouTubu. Sprva se je začelo kot kanal za modne in ljubezenske nasvete, v katerem deluje sposobno in strokovno. Toda do leta 2013 je Trishina javna podoba močno nazadovala. Začela je snemati videoposnetke, v katerih se je predstavljala kot nevedna in neizkušena. Začela je postavljati zmedena vprašanja, kot so, ali imajo psi možgane in kdo je izumil gravitacijo, ali jo sploh potrebujemo. Prav tako je postavila razbite, ali je Zemlja ravna in ali je Havaji del Amerike. Takoj je bila javnost razdeljena. Nekateri oboževalci so mislili, da je nova osebnost pristna, nekateri pa so celo menili, da je njena nevednost simpatična.
Skeptiki pa so se ozrli nazaj na njene prejšnje videoposnetke, kjer je Trisha delovala bolj intelektualno in so se spraševali, ali je ta novo prevzeta osebnost pristna ali pa gre za pametno poslovno potezo, ki ji bo prinesla več klikov in ogledov. Nekateri so zagovarjali prvo možnost, drugi pa drugo. Toda razprava ni trajala dolgo. Trisha je v intervjuju za Business Insider odkrito priznala, da je trolala zaradi ogledov. Po njenih besedah se je namenoma delala neumno, da bi pritegnila več pozornosti in posledično več klikov na svoje videoposnetke. Trisha je bila, kot so nekateri ugibali, preračunljiva trolka. Javnosti je priznala, da je bila njena ekscentrična osebnost zgolj igra. Navdihnila jo je provokativna predstava Andyja Kaufmana, ki je nekoč ustvaril namerno netalentiranega pevca po imenu Tony Clifton. In ki je občasno med komičnimi nastopi namesto šal na glas bral velikega Gatsbyja. Nedvomno mu je to vedenje prineslo večje občinstvo in več pozornosti. S tem, ko je izkoriščala platformo in provocirala javnost, je Trisha uspela svoje ime trajno obdržati v središču pozornosti. Njena kaotična predstava ni bila nič drugega kot preračunana formula, zdaj pa ima naziv največje spletne provokatorke na YouTubu. Številka 7. Vzpon družbenih omrežij je povzročil drastično spremembo, zaradi katere so običajni ljudje čez noč postali zvezdniki. Nikjer ni to dejstvo bolj vidno kot na YouTubu. Sodobni izraz vplivnež je omogočil, da so običajni posamezniki postali uspešni podjetniki. Na spletu se predstavljajo, kot da živijo glamurozno življenje z obiskovanjem kovčel, oblikovalskimi oblačili, dragimi počitnicami in razkošnim življenjskim standardom. Milijoni po vsem svetu spremljajo te nastope v upanju, da bodo našli navdih in dosegli enako raven uspeha kot tisti, ki jih občudujejo. Malo pa vedo, da v zakulisju obstaja svet laži. Za večino je ena najlažjih teorij zarote, v katero verjamejo, ta, da vplivneži ponarejajo svoje razkošno življenje. Dober del uporabnikov družbenih omrežij dvomi v pristnost vplivnežev, ki se predstavljajo kot enakovredni milijarderjem z zasebnimi letali, ogromnimi hišami in razkošnimi avtomobili. Sama ugibanja, da ni vse tako, kot se zdi, so dosegla vrhunec leta 2019, ko je en znan YouTuber razkril svet vplivnežev in kako je vse zgrajeno na ponarejanjih. Ta YouTuberka je bila Gabby Hanna, ameriška pevka, tekstopiska in vplivnica, ki je zaslovela prek YouTuba in Vinea. Tisto leto je Gabby objavila več vlogov iz divjega vikenda, ki ga je preživela na Coachelli. Prikazala je razkošen festival v puščavi, oblekla se je v divja oblačila in ekscentrične lasulje. Ob spremljavi sodobne ranijske glasbe je Gabby pripravila pravi spektakel, oboževalci pa so bili navdušeni nad njenim razkošnim izletom. Med nekaj dni kasneje pa se je fasada sesula. Gabby je objavila nekaj nadaljnjih videoposnetkov, v katerih je svet opozorila, naj ne verjame vsemu, kar vidi na spletu. Videoposnetki so gledalcem korak za korakom pokazali, kako je vplivnica ponaredila obisk na festivalu Coachella. Izkazalo se je, da je Gabby vse skupaj uprizorila pri prijatelju doma v Marini del Rey. S pomočjo Photoshopa je z manipulacijo slik ustvarila vtis, da je bila na prizorišču festivala, v resnici pa je bila kilometre stran. Oblačila so bila ponarejena, pričeske so bila ponarejene in celotno okolje je bila laž. Razkričje je na koncu potrdilo sum tistih, ki verjamejo, da so ti življenjski slogi skrbno ustvarjeni za oglede in niso nič drugega kot fikcija. Skozi leta je vedno več vplivnežev stopilo v ospredje, da bi razkrili pretenciozno življenja, ki se odvijajo na zaslonu in kako zelo se razlikujejo od resničnega življenja. Nekateri, YouTuberi in zvezdniki družbenih omrežij, so bili nehote razkriti, da živijo lažna življenja, kot so Carolina Calloway, Carla Bellucci, Tana Monge in Lil Tay. Lažne osebnosti niso ustvarjene samo zaradi pozornosti, temveč jih v resnici podpirajo velika podjetja, ker sta trolanje in pretvarjanje dejanj privlačnost za potrošnike. Številka 6. Leta 2011 so ustvarjalci in gledalci YouTuba začeli opažati nenavaden pojav. V stranski vrstici povezanih videoposnetkov ali takoj pod trenutno gledanim videoposnetkom se je pojavljala zelo specifična vrsta vsebine. To je postalo znano kot pojav Reply Girls, ki ga je zaznamoval nenaden porast video odgovorov z zapeljivimi slikami ali izzivalnimi sličicami ter provokativnimi naslovi. Radovednost je mnoge gledalce vodila do tega, da so kliknili na videoposnetke, le da so nato ugotovili, da se za temi vabljivimi slikami ne skriva prav veliko.
To je pripeljalo do obtožb občinstva, da ti ustvarjalci goljufajo sistem s tem, da izkoriščajo priljubljene youtuberje. Dobili so več klikov, kar je pomenilo več denarja, v času, ko je YouTube deloval na podlagi ogledov in ne časa gledanja. Gledalci in drugi ustvarjalci so začeli širiti nezaupanje glede teh video odgovorov, ter poudarjali, da so bili ti narejeni namenoma, da bi izkoristili algoritem in bili za to nagrajeni. Videi za sličicami so bili komajda zanimivi, polni nakladanja, nepovezanih razprav in zelo površnih reakcij. Priljubljeni YouTuberi so se pritoževali, da so Reply Girls prevzele sistem, kar jim je omogočilo, da izkoriščajo prihodke od oglasov in pozornost. Namigovali so, da je bilo njihovo trdo delo izkoriščeno. YouTube je kmalu začel preiskovati ta pojav, ki je postal tako razširjen in povzročil toliko kritik, da je izraz Reply Girl postal žaljiv. YouTube je ugotovil, da so bile obtožbe, da ti ustvarjalci izkoriščajo sistem, popolnoma upravičene. Strategija je delovala. YouTubeov algoritem je nagrajeval vključenost in klike bolj kot dejanske kakovostne oglede. Reply Girls so na koncert z vabami z malo vloženega truda preusmerjala milijone ogledov. Odziv platforme je bil, da so spremenili način delovanja sistema in prilagodili algoritem tako, da se je bolj osredotočal na čas gledanja in zadrževanje gledalcev, namesto na preproste klike. Ta sprememba je pomenila ključno prelomnico za YouTube kot celoto, saj video odgovori niso več imeli enake promocijske moči. Na koncu je to ustvarjalce spodbudilo, da so začeli ustvarjati daljše in bolj zanimive videoposnetke, namesto da bi se zanašali samo na zavajajoče sličice. Funkcija video odgovorov je počasi zamirala, dokler ni popolnoma izginila. Obdobje Reply Girls je izginilo prav tako hitro, kot je bila odkrita ta luknja v sistemu. Številka 5. Internetni skupnosti so zajčje luknje dobro znane. Mnogi so že doživeli tiste neprespane noči, ko en video vodi do drugega in kmalu gledalci padajo v neskončen vodnjak, kjer je vsak naslednji video bolj ekstremen, bolj bizaren in bolj zarotniški kot prejšnji. Ni le povezana vsebina tista, ki je ustvarila ta nepopustljiv cikel, ki gledalce vodi vse globje in globje v digitalno praznino. YouTubeov vlasten sistem priporočil je zajčja luknja že sam po sebi. Zdi se, da je umetna inteligenca platforme zasnovana tako, da maksimizira vključenost uporabnikov. In da bi to dosegli, so gledalci nenehno usmerjeni k vsebinam, ki se začnejo z enim preprostim videom in končajo pri senzacionalistični vsebini. Algoritem ustvarja samo okrepitveno zanko, saj analizira klike in čas gledanja, da promovira vedno bolj intenzivne različice iste vsebine. Prav zaradi zajčje luknje priporočilnega sistema nekateri verjamejo, da obstaja zarota, v kateri algoritem aktivno promovira radikalizirano vsebino. Študije so pokazale, da YouTube sicer ne promovira takšne vsebine, vendar pa ojačuje obstoječe preference za senzacionalizem in na koncu krepi pripovedi, ki so že prisotne, vendar na bistveno bolj skrajen način. Umetna inteligenca platforme analizira, kakšno angažiranost posamezni videoposnetki dosegajo pri uporabnikih. Neto uporabi te informacije, nagrajuje čustveno nabito vsebino in gledalce pošlje v isto povratno zanko. V bistvu algoritem ustvarja odmevne komore s priporočanjem skrajne vsebine, ki se je začela kot en preprost video. Gledalci so opazili domino učinek po ogledu enega ali dveh sorodnih videoposnetkov. Študija iz leta 2022 je ugotovila, da algoritem priporočil na platformi uporabnike usmerja k vedno ožji ideološki vsebini. Raziskovalci so ugotovili, da so zajčje luknje zelo resničen proces, v katerem uporabnik začne brskati po YouTubu v razmeroma informacij polnem okolju, vendar bolj kot nadaljuje, globje pade v ozko ideološko skrajno komoro. Ista študija je raziskovala tudi teorijo, da YouTube usmerja politična pristranskost in vleče številne uporabnike k desno usmerjeni vsebini. Rezultati so pokazali, da so zajčje luknje priporočilnega sistema v povprečju res potegnile gledalce proti desni strani političnega spektra. V politično nabitem kontekstu lahko uporabniki začnejo z ogledom enega ali dveh videoposnetkov o predsedniških volitvah in na koncu pristanejo pri vsebinah, ki podpirajo stališča o nadvladi ter zanikanje zelo resničnih katastrofalnih dogodkov, ki so se dejansko zgodili. V nepolitično nabitem kontekstu lahko uporabnik gleda običajen video o teku, na koncu pa pristane pri ultramaratonu. Odgovor YouTuba na pojav zajčje luknje v priporočilnem sistemu je, da si prizadevajo zmanjšati priporočanje škodljivih vsebin ali česarkoli, kar bi lahko šteli za dezinformacije.
Studije in obsežne raziskave teorije, da YouTube usmerja uporabnike k določenim vsebinam in jih vodi v zajčje luknje do skrajnih vsebin, dokazujejo, da platforma res pripelje do priporočil videoposnetkov s skrajno vsebino. To se zdi, da je osredotočeno na desno usmerjene gledalce. Prav tako pošilja gledalce v odmevne komore, ozko-ideološke vsebine tudi pri nepolitičnih vsebinah, kar bi bilo še posebej nevarno za mlade uporabnike, ki svojo pot začnejo z enostavnim videoposnetkom o tem, kako igrati Minecraft. Številka 4. Med najbolj priljubljenimi FPS igrami je serija Counter-Strike, ki je na voljo na več platformah. Ustvarjenih in izdanih je bilo več delov te serije iger. Ena od takšnih iger, ki se je znašla v središču velikega škandala, je bila CSGO oziroma Counter-Strike Global Offensive. Igra je bila izdana avgusta 2011, razvila pa sta jo podjetji Valve in Hidden Path Entertainment. Igra je ponudila cenjene spremembe, med drugim tudi to, da streliva ni bilo več treba kupovati. Igra pa je ponudila tudi precej sumljivo funkcijo – staljenja s preoblekami. Svet igranja na srečo s skini je igralcem omogočilo, da so preko Steama na spletnih straneh položili virtualne preobleke, ki so se nato pretvorile v kredite na strani, kar jim je omogočilo igranje iger, kot so Crash, Ruleta ali dvoboji v odpiranju zabojev. Valve je vztrajal, da gre za sisteme s kozmetičnimi predmeti, medtem ko jih je skupnost zaradi dejanske denarne vrednosti obravnavala kot pravo kockanje. Ta funkcija je predstavljala tveganje za prevare in zasvojenost, saj ni bila ustrezno regulirana. Mlajši od 18 let so predstavljali več kot polovico igralcev CSGO, ki so zdaj imeli dostop do resnih donosnih poslov. Kljub temu mnenju je funkcija iger na srečo vztrajala, ustvarjalci na YouTubu in vplivneži pa so jo videli kot priložnost za pridobivanje pozornosti. Glavne zvezde družbenih omrežij so začele objavljati videoposnetke, v katerih so dosegale ogromne dobitke iz sektorja iger na srečo, se pretvarjale, da so šokirane nad svojo srečo in promovirale spletne strani za igre na srečo. Seveda so se številni gledalci prav tako znašli na teh spletnih straneh, kjer so stavili z igranimi predmeti, skini, ki so imeli dejansko denarno vrednost. Med glavnimi YouTuberji, ki so promovirali igre na srečo, sta bila Trevor Martin, znan kot T. Martin, in Thomas Castle, znan kot Syndicate. Oba sta objavljala svoje lastne videoposnetke o igrah na srečo v CSGO, kjer sta nenehno dosegala velike dobitke na spletni strani z imenom CSGO Lotto. Tistih nekaj skeptikov, ki so tej praksi nasprotovali, se je spraševalo, ali imajo ustvarjalci skrite motive. Videoposnetki preprosto niso delovali pisno. Do leta 2016, več let po začetku vsega, so dobičkonosne posle opazile oblasti, ki so začele preiskovati igralno funkcijo. Tistega leta so odkrili, da sta Martin in Castle uporabljala spletno stran, ki sta jo dejansko imela v lasti. CSGO Lotto je bila v tajni lasti obeh, ki tega nista razkrila gledalcem in uporabnikom. Videoposnetki, na katerih sta zmagovala na strani, so bili vsi zrežirani, kar je na koncu privabilo gledalce, ki so dejansko začeli staviti na neregulirani igralniški platformi, ki je bila usmerjena tudi na mlade oboževalce, med katerimi so bili nekateri mladoletni. Afera je povzročila široko razpravo o etiki in zakonitosti igralniške funkcije igre, kar je na koncu privedlo do ukrepanja FTC. Afera CSGO Lotto je prisilila YouTube, da je uvedel nova pravila za ustvarjalce vsebin glede preglednosti sponzorirane vsebine. Prav tako je to povzročilo, da je Valve ukrepal proti prevarantskim igralniškim spletnim stranem. Kljub temu so spletne strani tretjih oseb še vedno aktivne in razširjene leta 2026. CSGO, zdaj znan kot CS2, še vedno vidi igralce, ki obiskujejo te strani, da bi položili skinse in igrali kazino igre za pravi denar. Številka 3. Že zgodaj ob družbeni uveljavitvi YouTuba in podobnih družbenih omrežij je nekaj uporabnikov izpostavilo možen vpliv, ki bi ga ta spletna področja lahko imela v širšem kontekstu. Doba informacij je pomenila, da je bilo vse na dosegu roke potrošnikov. Nekateri so verjeli, da je to lahko nevarna stvar. Skrb se je razvila v stereotipno izjavo staršev, ki so nasprotovali tehnologiji, da ima internet prevelik vpliv. Tisti, ki so platforme, kot je YouTube, videli takšne, kot v resnici so opazovali, kako je družba začela sprejemati trende, ki so se začeli na internetu. Začelo se je samo s stilom oblačenja, odtenki ličil in pričeskami. Vendar so teoretiki opozarjali, da družbena omrežja prodirajo v politiko in prepričanja, pri čemer so mnogi pred tem svarili. Opozorila pa so bila zavrnjena in preprosto označena kot alarmizem in širjenje strahu.
Označili so jih za norce in teoretike zarote, ki nasprotujejo obdobju sprememb. Leta so minevala, vplivneži so rasli, vplivi pa so ostajali. Gledalci niso bili več samostojni, potrošniki pa so še naprej sprejemali informacije, ki so jim jih posredovali prek zvezde družbenih omrežij, YouTubea. V nedavnih raziskavah so ugotovili, da strašenje sploh ni bilo neutemeljeno. S pomočjo vedenjskih študij in družbenih raziskav so ugotovili, da YouTube, ki po družbenem vplivu presega tradicionalne medije, igra pomembno vlogo pri družbenem vplivu. Vsebina platforme ima velik vpliv na javno mnenje, vedenje in celo duševno zdravje. Te študije so pokazale, da YouTube deluje kot nepričakovano močan dejavnik družbenih sprememb, ki je oblikoval mladinsko kulturo in celo spremenil potrošniško vedenje, predvsem prek vplivnežev. Čeprav gosti izobraževalne vsebine, je YouTube tudi prenašalec škodljivih dezinformacij. Pred vzpostavitvijo te platforme družbenih medijev so imeli televizija, časopisi in radio monopol nad javnim mnenjem. Danes pa ima to vlogo YouTube. Platforma je postala največji politični vpliv, kjer lahko vsakdo s kamero in dovolj močnim glasom oblikuje pripovedi, ki so jih nekoč narekovali javni govorniki in voditelji novic. Enostaven dostop v kombinaciji z algoritmi in pripovedmi, ki uveljavljajo določene agende, je prerasel v potencialno nevarno orožje. Vsebina je posebej prilagojena in usmerjena k določenim skupinam, da bi še dodatno vplivala nanje. Republikanci vidijo videoposnetke, ki jih promovirajo republikanci, medtem ko so demokrati deležni videoposnetkov usklajenih z demokratskimi stališči, pri čemer vsak diskreditira drugega in spodbuja vse večje sovraštvo do nasprotne strani. Po podatkih iz leta 2026 je 44% pripadnikov generacije Z, ki so bili anketirani glede političnega preobrata, izrazilo, da so bili najbolj pod vplivom družbenih omrežij. Njihova politična stališča, so povedali, so bila najbolj pod vplivom YouTubea. Platforma je prav tako igrala ključno vlogo, saj so jo glavni vplivneži uporabljali kot način za prepričevanje volivcev. Družbeni vpliv YouTubea je neposredno povezan s teorijo družbenega vpliva, ki pojasnjuje, kako se človekove misli, občutki in vedenje spreminjajo glede na interakcije z drugimi, stvari, ki jih vidi na spletu in nagnjenost k sledenju množici. Številka 2. V nekem obdobju so potegavščine s skrito kamero in družbeni eksperimenti prevladovali na strani z najbolj priljubljenimi videoposnetki, ko je bil YouTube kralj. Z uvedbo Instagrama in TikToka je ista vsebina našla pot tudi na druge strani z najbolj priljubljenimi vsebinami. Sistem skrite kamere pa se je rodil na YouTubeu. Med letoma 2013 in 2018 je bila platforma v svoji dobi potegavščin, obdobju, ki so ga zaznamovali šokantni družbeni eksperimenti, ekstremna dejanja, nenadni prestraški in intenzivne potegavščine. V tem času je algoritem platforme nagrajeval veliko odzivov, šokantno vsebino, ustvarjalci pa so premikali meje. Manjše potegavščine so prirasle v ekstremna dejanja z nenadnimi prestraški, nato pa so se sprevrgle v lažne rope in grožnje z eksplozivnimi napravami. Vplivneži so v javnosti uprizarjali prizore družinskega nasilja, kar je povzročilo skrajne odzive. Scenarij družbenega eksperimenta je služil tudi kot ščit, ki je ustvarjalcem omogočil izkoriščanje luknje v pravilih, saj so lahko nadlegovanje neznancev opravičevali s trditvijo, da preizkušajo človeško naravo ali ozaveščajo javnost. Občasno so ta skrajna dejanja povzročila javno ogorčenje, v nekaterih primerih pa tudi aretacije zaradi lažnih ropov ali pregona zaradi tega, ker so brezdomcu dali piškote Oreo, polnjene z zobno pasto. YouTube je bil v tem obdobju kaotičen in sčasoma se je pojavila resnična skrb za varnost in dobrobit tistih, ki so izvajali te podvige in potegavščine. Na srečo pa so bili v mnogih od teh primerov udeleženci oziroma preizkušanci dobro seznanjeni s situacijo in so vedeli za domnevno skrito kamero. Cinikom so te videoposnetki zdeli zaigrani zaradi ogledov. Trdili so, da so bili odzivi preveč dramatični, situacije pa preveč neverjetne, da bi jim lahko verjeli. Izkazalo se je, da skepticizem ni bil neupravičen. Do leta 2016 je maska začela padati, saj so številne YouTuberje ujeli pri ponarejanju njihove vsebine. Nekateri vplivneži so tudi javno priznali, da so uprizorili svoje reakcije. Večji kanali, ki so uporabljali žanr potegavščin, kot je FuzzyTube, so odkrito priznali, da je bilo veliko viralnih in intenzivnih trenutkov, ki so jih ujeli, vnaprej zrežiranih. V svojih videih s potegavščinami so uporabljali tudi najeto igralsko zasedbo, celo v razvpitem rasističnem družbenem eksperimentu. Sporne potegavščine Sama Pepperja, kot so videi z lažno roko, so se prav tako izkazale za ponarejene.
Priznal je, da so bili videi v resnici le zaigrani zaradi ogledov in angažiranosti. Trdil je, da je bila vsebina preveč nora, da bi bila resnična in da bi ga veliko teh potegavščin, če bi bile resnične, spravilo v zapor. Test poštenosti slepega moškega, ki ga je pripravil YouTuber Adrian G., naj bi bil prav tako zaigran. Viralni video Johna Palerlina iz leta 2014 z naslovom Kako brezdomec porabi $100 je bil prav tako dokazan kot zaigran in prirejen. Številni drugi YouTuberi so na svojih kanalih izvali večje ustvarjalce glede družbenih eksperimentov, ter te družbene eksperimente označili za lažne in neumne. Ti YouTuberi so razkrili laži, ki jih širijo vplivneži in kako izkoriščajo javnost, vključno z brezdomno skupnostjo, za finančni dobiček. Številka 1. Julija 2016 je ena največjih YouTube zarot izbruhnila, kar je povzročilo splošno paniko in gibanje, ki je bilo tako močno, da je prodrlo tudi na druge družbene medije, vključno z Instagramom, Twitterjem in Facebookom. V središču zarote je bila mlada britanska vlogerka Marina Joyce, spletna lepotna osebnost, ki si je pridobila sledilce s svojim YouTube kanalom, posvečenim modnim in ličinskim vodičem. Toda Marina je pravo razbitost dosegla leta 2016 z enim največjih dogodkov povezanih z YouTube, ki je povzročil veliko paniko po celotnem internetu in zahteval posredovanje policije. Tisto poletje so bili oboževalci vse bolj zaskrbljeni zaradi nenavadnega vedenja, ki ga je Marina kazala. Njena posebna osebnost se je razblenila v nepremične, skoraj katatonične poglede. Zaskrbljeno je pogledovala izven kamere in se občasno pojavila z modricami. Kar je njene oboževalce res prepričalo, bil šepetajoči zvok "pomagaj mi", ki se je slišal iz ozadja. Gledalci so vse to razumeli kot znak, da je Marina Joyce v veliki nevarnosti. Internet je vsako običajno dejanje razumel kot znak, da je nekaj narobe, in kmalu je bila Marina središče intenzivnih teorij zarote. Oboževalci so množično širili teorije zarote o tem, kaj se dogaja z ljubljeno vplivnico. Glavna tema, ki se je pojavljala v teh teorijah, je bila, da naj bi bila Marina talka. Nekateri so ugibali, da je žrtev nasilnega partnerja, medtem ko so drugi domnevali, da jo kot talko drži ISIS. Splošno je veljalo prepričanje, da jo silijo v snemanje teh nerodnih videoposnetkov na YouTubu. Kmalu je panika narasla in dobila svojo lastno oznako #SaveMarinaJoyce. Strah je dosegel vrhunec tudi z vpletenostjo policije v Enfieldu, ki je opravila preverjanje njenega počutja. Prišli so na dom YouTuberke in ugotovili, da je Marina živa in zdrava. Obisk je bil dovolj, da je vplivnica končno posnela video, v katerem se je odzvala na trditve, ki so krožile po spletu. Ona in njena mama sta oboževalcem povedali, da je nihče ne drži za talko. Modrice, na katere so opozorili, so nastale zaradi padca med pohodom v gozdu. Šepet "pomagaj mi" je v resnici prihajal od njene mame, ki je izza kamere dajala navodila. Pravzaprav je izgovorila besede "stoj kot jaz". Kljub temu, splošni občutek, da je z Marino nekaj narobe, ni bil napačen. Gledalci so zagotovo opazili nekaj, ko se je javna podoba zvezdnice nenadoma spremenila. Leta kasneje so se ti sumi izkazali za resnične, ko je Marina razkriva, da je trpela za težavami z duševnim zdravjem. Namesto da bi bila žrtev razširjene zarote, je YouTuberka precej zaslužila s tem, da je bila v središču izmišljene ugrabitve oziroma tavške drame. Tisti teden, ko so se govorice prvič pojavile, je Marina videla, kako se je število njenih naročnikov povečalo s 600,000 na 1,7 milijona do konca tedna. Tudi njena gledanost se je povečala na 22,800,000 ogledov. Gibanje Save Marina Joyce pa se še zdaleč ni končalo. Širša panika se je ponovno pojavila leta 2018, ko je 22-letna Marina skrivnostno izginila, kar je ponovno sprožilo teorije o ugrabitvi. A našli so jo živo in zdravo. 10 dni kasneje, brez kakršnekoli razlage glede okoliščin njene nenadne odsotnosti. Hvala vam, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, kliknite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.